Danes se osredotočamo na maj 1941 v Sloveniji. Res en ključni mesec. Res je, ampak mesec pol nasproti. Po tistem aprilskem zlomu Jugoslavije je Slovenija razkosana, življenje postavljeno na glavo. In danes poskušamo razumeti, kako je ta mesec pač začrtal pot Slovenije skozi vojno, ne? Temelj je postavil. Absolutno. Na eni strani imaš formalizacijo okupacije, Nemci, Italijani, Madžari, NDH, vsak po svoje, na drugi pa že kali odpor. Ampak in to je res bistveno, ta odpor je že takoj razklan, ideološko. Ja, pa hkrati se oblikuje tudi tisto prilagajanje, sodelovanje. Tako nekako, ja. Poglejmo morda najprej te okupatorje. Kako so recimo Italijani in Nemci zastavili svojo oblast, ker sta bila glavna igralca? Začnimo morda z Ljubljansko pokrajino. Ja, Italijani 3. maja so formalno ustanovili provincija di Lubiana in ubrali so vsaj na začetku tako bolj mehko taktiko, nekakšno žametno rokavico. Žametna rokavica? Kako pa je to izgledalo v praksi? No, recimo, pustili so delovati univerzo, pa SAZU, šole, seveda z obvezno italijanščino, ampak vseeno. Aha, cilj je bil torej postopna italijanizacija preko elit. Tako, kooptacija elit, pridobiti jih na svojo stran. In potem so 17. maja ustanovili še konzulto, ampak to je bilo bolj za okras, ne, brez prave moči. Ja, točno to. Posvetovalno telo, ki naj bi dalo nek vtis samouprave. Pa še tiste poštne znamke Cuiči so natisnili, simbolično. Samo fasada torej. Medtem pa na severu, Štajerska, Gorenjska, tam pa čisto druga pesem pod Nemci. Ja, tam pa železna pest, brez olepšavanja. Hitlerjev ukaz je bil jasen. Naredite mi to deželo spet nemško, takojšnja brutalna germanizacija. In orodje za to sta bila Heimatbund pa Volksbund, ustanovljena že 10. maja. To so bili torej mehanizmi za nadzor, za rasno selekcijo. Absolutno. Rdeče, zelene izkaznice, s tem so ljudi razvrščali, odločali o usodi. To so bili instrumenti nacistične politike. In posledice takojšnje. Takojšnje. Prepoved slovenščine v javnosti, zapiranje ustanov, menjava imen krajev, vse to je bila priprava na tisto, kar je sledilo junija, množični izgoni Slovencev. Torej, če povzemeva na hitro, Nemčija cilj izbris slovenstva, Italija cilj postopna asimilacija, navidezna toleranca. Madžarska in NDH pa sta tudi priključile svoje ozemlje in začeli z raznarodovanjem. Tako je, ja. Vsak svojo metodo, ampak cilj podoben. Kako pa so se Slovenci odzvali? Rekla sva, da sta bili dve poti. Prilagajanje in pa kljupovanje. Kako je izgledalo to prilagajanje? Recimo v Ljubljani. Ja, v Ljubljani smo videli kar javno sodelovanje dela elite. V vrhunec je bila tista vojaška parada 9. maja. Tam so bili župan Adlešič, bivši ban Natlačen, pa Škof Rožman. Škof Rožman, ja. Njegova vloga je kar izstopala, ne? Izjava lojalnosti Grazioliju, pa zahvalno pismo Mussoliniju. In celo maša Te Deum 22. maja, v čast Mussoliniju. Kaj pa je bilo zadej? Strah pred komunizmom, ohranitev narodne substance. To so glavni razlogi, ki jih navajajo viri, ja. Strah pred komunizmom je bil velik, pa mislili so, da bodo pod Italijani lažje ohranili narod. Ampak to je moralo sprožiti odpor pri ljudeh, ne? Sploh pri Primorcih, ki so fašizem že poznali. Seveda. Ogorčenje, občutek izdaje, to je gotovo poglobilo nezaupanje in kasneje tudi morda posredno okrepilo odporniška gibanja. In medtem, ko so eni korakali na paradah, so se v ilegali že organizirali drugi. In tu pridemo do tistega ključnega spoznanja maja 41. Ne en, ampak kar 3 zametki odpora. 3 ločene smeri, ki so si bile pa že takoj v laseh, lahko rečemo, ideološko nasprotujoči si. Kdo so bili to? Prva je bila protiimperialistična fronta, PIF, ustanovljena konec aprila, vodili so jo komunisti, Kidrič, Kardel, ampak pozor. Ja. V maju je PIF zaradi pakta Molotov-Ribbentrop še vedno usmerjena proti zahodnim imperialistom, ne še direktno proti Nemcem. Propaganda je bila taka. Zanimivo.
Kdo pa sta bili drugi dve skupnosti? Potem Tiger. To so bili primorski nacionalisti, aktivni že pred vojno. In prav oni so izvedli prvi oboroženi spopad, 13. maja na Mali gori. A ja, takrat, ko je padel Danilo Zelen, prva bojna žrtev. Tako je. To kaže, da odpor ni bil samo komunističen, ampak je imel tudi te nacionalne, prozahodne korenine. In tretja? Tretja pa Slovenska legija, ustanovljena konec maja, 29. maja. To je bila vojaška veja SLS, Slovenske ljudske stranke, konzervativna, protikomunistična, zvesta begunski vladi v Londonu. In njihov načrt? Zbiranje podatkov, priprava na vstajo, ampak šele ob ugodnem trenutku. Čakali so na zaveznike. Neverjetno. Torej, že maja 1941 imamo te tri tabore, komunistični PIF, nacionalistični Tiger in konzervativno legijo. In vsi že takoj med sabo skregani. Ja, globoko nezaupanje, tekmovanje. To je bila res sklica kasnejše državljanske vojne, položena že čisto na začetku. Vse to pa se ni dogajalo v vakumu. Verjetno je tudi dogajanje po svetu vplivalo, ne? Seveda, recimo bitka za Kreto maja. Nemci so sicer zmagali, ampak z ogromnimi izgubami. To je dalo nekaj upanja odpornikom. Po drugi strani pa dokaz nemške moči za tiste, ki so sodelovali. Tako nekako, ja. Potem obleganje Tobruka. Zavezniki so tam vztrajali, kar je rušilo mit o nepremagljivosti osi. Dvignilo je moralo proti fašistom. Pa še britanska zmaga v Iraku, signal, da zavezniki niso na koleneh. Ravno to. Vse to je odmevalo tudi v Sloveniji. Torej, če strneva za konec, maj 1941 je bil res mesec postavljanja temeljev. Okupacijske strukture, kolaboracija elite, pa trije zametki odpora, ki so si bili že takoj tuji. Vse pod krinko nekega navideznega miru. In ta mir je bil res samo zatišje pred viharjem. Samo pomislimo, kaj se zgodi čez nekaj tednov, 22. junija. Ko Nemčija napade Sovjetsko zvezo. To pa popolnoma spremeni igro, ne? Popolnoma. PFI postane OF, glavni nosilec odpora. Ampak to je že druga zgodba. Dogodki maja so bili res samo prolog.